Hej, fol, ko ste kaj? Upam, da ste imeli lep božič in da se veselite prihajajočega 2026. Ker jaz sem se za ta božič res potrudil za vas in sicer sem šel pogledat intervju z Mihotom Kordišem na iDay. Pač, brez heca ni bilo lahko. In da ne rabite tudi vi poslušati cele stvari, sem se odločil namesto vas iti čez podcast in pokomentirati nekaj bolj zabavnih delov. To je recimo Mihotova razlaga, zakaj rabimo socializem. Nobena dodatna peka štruc ne bo pomagala, zato da splezamo ven iz razvojne materialne zaostalosti in tako naprej. Skratka, lahko delamo še toliko več, pa bomo na istem oziroma bojo šle stvari, kot grejo zdaj, vedno na slabše za veliko večino delovnih ljudi. Ne? To je njegov pogled na gospodarstvo. Stvari hodijo na slabše za večino delovnih ljudi. Kar iskreno ne vem čisto iz kje je to potegnil. Ne vem, če ste bili kdaj v kakšni stari hiši, ampak nove so načeloma ful boljše. Isto avti, isto telefoni, igrice so kar precej boljše, kot so bile v moji mladosti. Zabavne vsebine, od glasbe do videov, so vedno dostopne, ljudje živijo vedno dlje. Pač res ne vem, o čem govori ta tip. Opustošene družbe. In to je trajektorija, ki v resnici še danes živimo. Ne? Zato se naši delovniki podaljšujejo, zato ljudje delajo vedno bolj intenzivno in zato naš standard življenja pada. Ne? Po vseh pokazateljih, ki sem jih jaz našel, se delovniki ves čas skrajšajo in standard življenja hodi gor. Ampak brez skrbi, ker Kordiš ima utemeljitev. Koliko časa si mogel za kilogram moke pred drugo svetovno vojno delati ur, koliko energije si mogel porabiti, koliko pa danes, ne? Danes je to v minutah lahko štejemo. Mogoče ne grem niti na dolgo in široko razlagati, ti bom dal samo ta podatek. Delavec v Združenih državah Amerike po drugi svetovni vojni si je lahko tam na začetku 50-ih si je lahko avto kupil z 3 svojimi delavskimi plačami. A si lahko danes kupaš avto s 3 svojimi delavskimi plačami? Ja. Seveda ne pri nas, ker tukaj se je nekaj zgodilo, da so plače malo nižje kot drugje, ampak v Ameriki sem šel gledat in povprečna plača za delavca v tovarni z avtomobili je okoli $70,000. Na leto, seveda. In nov poceni avto stane nekje okoli $21,000. Kar če delimo 70,000, pride ven, da moraš za nov avto delati približno 3 mesece. Tako da, ja, Miha, lahko s 3 mesečnimi plačami v ZDA še vedno kupiš avto. Po drugi strani, v 50-ih v ZDA sem šel gledat in naj bi bila plača delavcev v tovarni avtomobilov približno $4,000 na leto. In nov avto pa nekje $1,800. Tako da dejansko je bilo bližje pol leta, kot pa 3 mesecem takrat. Pa tudi nasplošno ta primer, zakaj rabimo socializem, ki si ga izbral, mi je res nor. Kot prvo, avti takrat in avti danes niso zares ful primerljiva dobrina, ker smo vmes stlačili notri v njih toliko stvari, da ne moreš verjeti. To je kot, da bi primerjal en nov iPhone Pro Max Plus Ultra Deluxe ali karkoli jim pač pravijo z eno staro Nokio na kačico in bi rekel, glej, telefoni so se podražili. S to razliko, da avti so še vedno bolj poceni, kot so bili. Jugoslavija se je industrializirala iz ene porušene države in ene same zaostale njive. Kje pa je zdaj? V špico svetovnih držav v roku 15 let. To je neprecedenčen zgodovinski dosežek. To je tako velik zgodovinski dosežek, da je bil Tito osebnost leta na naslovnici Time magazina. To, da reče, da so bile jugoslovanske države prej zaostala njiva, nekdo, ki se hobi ukvarja s poljedelstvom, je nekaj najboljšega zadnje čase. Ja, Miha, ti boš pa že nekaj vedel o njivah in zaostalosti. In ne vem, če rabim tukaj nekaj preveč razlagati, kako je bila juga gospodarsko precej zanič. Mislim, mogoče je bila uspešna napram ostalim socialističnim državam, ker je vseeno pustila nekaj trga in folku, da je šel delati v tujino.
Ampak to se še jaz spomnim, da ko sem bil mali in smo šli kupovati čez mejo v Italijo, je izgledalo, kot da bi prišli v neko čarobno deželo. Ena bivša mi je rekla, da enkrat, ko je bila še mala in je njen oče šel delat čez mejo, ga je vprašala, če ji lahko kupi čarobno paličico od Sailor Moon. In ne igračo, ta pravo čarobno paličico, ker kot otrok je preprosto mislila, da itak v Trstu imaš vse. Glede tega s Titotom pa ne. Time ni Titota nikoli razglasil za osebnost leta, ga pa je dal na platnico. Samo to je bilo leta 1946, tako da malo dvomim, da je bilo to zaradi nekih gospodarskih čudežev, ker se je takrat komaj končala vojna. By the way, veste pa koga je dal Time Magazine za osebnost leta? Enega avstrijskega slikarja in Stalina. 2-krat. Tako da, ja, res same legende izbirajo, nekaj reči. Samo to mi je pri Kordišu res fascinantno, da on verjame stvari, ki jih je še večina drugih socialistov opustila. Večina bo rekla, o ne, saj trg deluje, ampak povzroča neenakosti. Medtem ko Kordiš reče, na Stalin, drži moj sojin napitek in gre all in. Se pravi, državo vidiš kot nek učinkovit sistem, ki je zmožen to narediti. Država je edini zgodovinsko dokazan učinkovit sistem, ki pač to naredi. Saj tudi vsa moderna gospodarstva, ki jih imamo, so se razvila zaradi državne intervencije in državnih razvojnih politik. Lahko ti je to všeč, lahko ti ni všeč, to je stvar mnenja. Ne, se ni. Je pa stvar fakta, ne? To je stvar fakta. Kako vemo, da je stvar fakta? Tišina, heretik! Vsaka država, ki se je pač razvila, se je razvila kljub trgu, ne zaradi trga, ne? Okay. Od Nemčije naprej. Nemčija, Velika Britanija, Francija, Španija, Združene države Amerike, ja, tudi Kitajska je v tem naboru. Ni države na svetu, ki bi jo razvil prosti trg. Aha. Vse razvite države na svetu so razvite zaradi državnih posegov in vlaganj v razvoj in zavestnega pač načrtovanja produkcijskih procesov. Tukaj pa res ne razumem, zakaj ga Klemen ni vprašal, da kako to, da potem države, ki so se bolj oddaljile od prostega trga, kot Sovjetska zveza, Kuba, Severna Koreja, niso gospodarsko razcvetele še bolj od Zahoda. Ampak je bilo bolj obratno. To me res zanima, če bi Kordiš iskal neke izgovore, ali bi celo rekel, ne, so bile dosti bolj napredne od Zahoda. Ker pač morate razumeti, da tukaj naloga, ki se je zadal Miha, je fenomenalno težka. Zagovarjati mora komunizem, potem, ko smo ga že neštetokrat videli spektakularno propast v praksi. Ni da more kontrirati samo teoretičnim kritikam, ampak more zagovarjati ideje, ki so povzročile več kot 100 milijonov smrti od lakote. In to bi me res najbolj zanimalo zvedeti, zakaj se to gre in kaj ga je do te mere prepričalo. Ker čeprav vem, da ga boste eni obtožili, da malo fejka vse skupaj, po moje ne. Jaz mislim, da je pravi vernik. Mislim, samo poglejte ga tle v oči. 15. stoletja naprej vidva res drastičen poskok tega napredka. Ne? Ampak ne zaradi kapitalizma, nego zaradi tega, ker se je delavski razred organiziral in je rekel, zdaj boste pa fasali revolucijo, če nam tega bogatstva, ki ga mi z našimi možgani in z našimi rokami ustvarjamo, ne namenite v pravičnejšem kosu. Napredek je bil zaradi tega, ker so se delavci zorganizirali. Ne zaradi sistema, ki nagrajuje bolj produktivne posameznike. Ja, seveda zaradi tega delavskega organiziranja. Vsekakor s tem je prišel družbeni napredek. Ja. Tip govori, kot če bi otroka vprašali, če je Božiček resničen. Ja, seveda, po noči spleza dol po dimniku in pusti darila. Ja. Drugače ga Klemen tle tudi vpraša, da kako to, da imajo potem programerji više plače, ne samo od minimalne, ampak tudi od povprečne, čeprav niso povezani v nobene sindikate, in Kordiš ima to za odgovoriti.
Ja, vedno obstajajo nišne skupine v določenih profilih in v določenih panogah, ki so praktično brez izjeme take, da jih kapitalizem ni še do konca kodificiral. A veš, tam, kjer je potrebno malo več ustvarjalnosti, malo več dejansko človeškega inputa, kjer si malo manj privesek stroja, kakor si pač kje drugje. Torej, plače so za programerje višje, ker jih kapitalizem še ni kodificiral. Kaj? Pač ne štekam, kaj naj bi to pomenilo, iskreno. Kaj, je programiranje še premlada panoga in je kapitalizem še ne zna izkoriščati? Pač je okoli že vsaj od 70-ih. Človek bi si mislil, da se bojo že kaj spomnili v tem času. Ampak sej to ni edini tak poklic. Kaj pol gradbeni delavci? Zakaj imajo oni okoli 2 jurja neto plače v povprečju? Kaj, kapitalizem še ni imel dovolj časa za kodificirati zidanje? To mi je brez heca tako čira-čara razmišljanje, da mi je žal, da Klemen ne zna še malo bolj vrtati v njega. Tle bi lahko še toliko bolj povlekel ven iz njega, namesto da se neki prerekajo, koliko so pri nas obdavčene plače. In tukaj smo v bistvu med najslabšimi v Evropi, a ne? S temi prispevki pa dejatvami, ki jih... Ja, Ne, glih tam nekje v povprečju smo. tam drugi, tretji na ravni cele Evrope z Ne. vidika. Ja, Ne, ne? ne. In tle ima Kordiš prav, mimogrede. Plače so pri nas obdavčene nekaj srednjega, glede na ostale EU države. Slabo, Klemen, slabo. Ok, sorry, Klemen, mogoče ni tako slabo, ko sem prvo mislil. Sama dohodnina je v Sloveniji nekaj tako srednjega, pri 50%, kar je visoko, ampak ne tako visoko kot v nekaterih drugih državah. Je pa stvar bolj kompleksna, ker pol pride zraven še prispevki delavca in prispevki podjetja, kar po enih podatkih, ki sem jih našel, nas da res v vrh po obdavčenosti plač, predvsem za visoke plače, ampak niti te podatki nisem 100%, če so pravilni, tako da res primerjava 1:1 z drugimi državami je malo težka. No, ampak... Ne vem, zakaj bi se šel sploh v take debate vpletati, medtem ko ima Kordiš toliko bolj zabavna mnenja, recimo glede inflacije. Ker režimski ekonomisti nam tle prodajajo neke totalne bučke, kako je inflacija posledica dviga javnih izdatkov in trošenja tekom COVID epidemije, pa to sploh pač ni res. V resnici najmanj 60% te inflacije odpade na dobesedno korporativni pohlep. Ja, ne To je strinjam. naračunano, to ni mnenje, to je statistika. Mislim, da nekako ne strinjava okoli tega, ampak če se Ampak to ni stvar mnenja, to je stvar podatkov, Klemen. To ni mnenje, to je statistika. Ne vem zakaj, ampak res se mi zdi, da bolj ko ne ve, o čem govori, bolj je Kordiš defenziven. Inflacija je posledica pohlepa. Zakaj se je pol zgodila ravno istočasno kot največje tiskanje denarja našega časa? Kaj prej ni bilo pohlepa ali kaj, kar naenkrat je nastal? Pač to je neverjetno. Reč, da je za inflacijo kriv pohlep, je kot reč, da je za padec Twin Towersov kriva gravitacija. Ja, se je vplivala, ampak gravitacija in pohlep so vedno prisotni. Tako da ne vem, če vprašaš mene, bi bilo skoraj bolj smiselno iskati kakšen malo bolj specifičen faktor. Mislim, sej so bile težave z inflacijo že v Jugoslaviji, če verjameš. Katere korporacije so bile takrat pohlepne? Zastava? Pa drugače, ko smo pri denarju, zgleda ima Miha tudi nekaj proti kriptobojzom. In brez, da se delovni ljudje organizirajo, da rečejo, zdaj pa dost, ne bomo več delali za to, da bojo tam neke banke pa korporacije sedele na naših hrbtih in da bojo tam neki kriptobojzi obračali sadove našega dela v davčnih oazah. Medtem se ti pa tisti malo metaforični kriptobojzi v davčnih oazah dobesedno režijo, medtem ko srkajo svoje koktelje pa štejejo svoje milijarde. Tako da se mi zdi dobra priložnost za omeniti, da je sponzor tega videa Kriptomat. Če bi tudi vi radi šteli svoje kriptomilijarde v davčni oazi, je to odlično mesto za začet.
Med drugim, ker vam po prvih 100 evrov nakupa Kriptomat podari 20 evrov v Bitcoinu, da boste lažje začeli svoj sklad za koktejle. Pač, gremo biti iskreni. Če kordiš proti, pol veste, da ne more biti slaba ideja. Nič, zgleda se vidimo v Dubaju. Inovacije v moderni družbi nikoli, res nikoli, niso plod individualnega genija. Tudi če je tisti en posameznik, ki je premaknil češnjico na koncu na torto, je tle cela veriga in človeškega dela in družbenega razvoja od izobraževanja infrastrukture, mislim, 11.000 let človeške zgodovine, ki je pripeljala do tega trenutka. Se pravi, če prav razumem, tudi če ti nekaj narediš, nisi ti čisto zares za to zaslužen. Zasluge grejo tudi na vse ostale okoli tebe, ker so tudi oni vplivali na te in na tvoj razvoj. Aha, zanimivo je edino, da to deluje samo, ko kordiš hoče naše stvari, ne pa tudi, ko kdo naredi kaj slabega. Zakaj recimo tudi, ko nekdo vozi pijan, ne reče, to ni plod individualnega posameznika? Mogli bi vzeti izpit tudi vsem njegovim učiteljem in sodelavcem. Zdaj, zato, da si ti ustvarjalen posameznik, da imaš tle nek zagon, neko inicijativo, ki jo mogoče pač nekdo drug nima, jaz mislim, da je čisto pošteno in pravično, da si za to pripoznan. Zdaj pa to pripoznanje pa ni treba, da deluje na način akumulacije materialnega bogastva. Ja, samo ker ti nekaj narediš, še ne vidim nuje, da bi mogel biti nagrajen s tem, kar si naredil. Mislim, kje je tukaj sploh logika? Lahko sem s tem, kar si naredil, nagrajen jaz in ti dobiš za nagrado, da te malo potapkam po glavi in povem, kako si priden. Kaj, bi rad to, kar si naredil nazaj? Ne tako hitro. Tako? Ja. Zdaj, vsi ljudje imamo veselje do dela. Taki smo narejeni, vsi ljudje smo rojeni kot ustvarjalna bitja. Kaj? Ne, nismo! Ljudje sovražimo delati! Jaz obožujem svoje delo, pa še vedno mi je muka se usest in dejansko sestaviti en cel video, ker je ful enega napornega dela zraven. Kaj šele nekdo, ki dela na gradbišču poleti? Kaj misliš, da si on govori zraven? Ful mi je všeč, kako lahko sproščam svojo ustvarjalnost z metanjem tega peska v mešalec. Si v osnovi ne moramo vzeti tega našega agencija nazaj. Če pa delujemo skupinsko, če se povežemo, delamo kot skupnost, se ne razumemo več kot vsak osamljen otok, ki je zapet v konkurenčni boj proti vsem ostalim drugim samotnim otokom in delujemo skupaj, potem je pa kar naenkrat ta naš agency porastel za neskončno v primerjavi s tem, kar imamo zdaj kot posamezniki, ne? Ja, če jaz delam to, kar hočem delati in potem zapravim ta denar za stvari, za katere se jaz odločim, da jih bom zapravil, nimam zares nekega vpliva na potek dogodkov. Ampak, če pa prepustim vse moje finance državi in namesto, da grem jaz kupit, kar mi je všeč, oddam glasovnico, kaj naj se kupi, skupaj z milijonom drugih ljudi, potem bojo končno moje preference upoštevane. Pač! Ker sorry, še 16. vrste kečapa ne rabimo. Mislim, da bi to ljudje, če imajo enkrat na voljo demokratično izbiro, tudi zelo jasno povedali, tole pa tole so naše potrebe, ne potrebujemo tam še več neke potrošne robe, ki je ista kot vsa ostala potrošna. Res, zakaj bi rabili 16 kečapov, če imamo lahko samo en kečap? Zakaj rabimo sploh ločene sestavine? Lahko samo prodajamo hrano za ljudi, itak je vse isto. Oziroma, zakaj sploh rabi biti samo za ljudi? Kakšne inovacije in spremembe na boljše? To, kar imamo zdaj, je čisto dovolj dobro in bo ostalo dovolj dobro za vedno. No, dovolj pogovarjanja zdaj, pejdi rajši brat knjigo. To plačati. Evo, še tretje mesto, na katerem te šnitkajo. Rabiš zdravnika, ne moreš priti do zdravnika, zaradi tega, ker je zdravstvo podvrženo hudim pritiskom po komercializaciji. Namerno se potem ustvarjajo čakalne vrste, rabiš plačati iz žepa. A ja, umetno se ustvarjajo čakalne vrste.
Vidite, ni država neučinkovita. Obstaja dosti bolj enostavna razlaga, da je vse skupaj ena ogromna, obsežna zarota proti vam. Trg v tej ideološki koncepciji, kako tam kapital tekmuje, pa kdo je bolj ustvarjalen, pa tist bo nagrajen in tako naprej, sploh ne obstaja. Ne? Trg obstaja kot mehanizem za izsesavanje vrednosti za interese vladajočih razredov, ki imajo roko nad ta velikimi institucionalnimi oblikami našega gospodarskega življenja. To, da če prodajaš nekaj dobrega, bo to več ljudi kuplo in boš več zaslužil, je mit. To je pravljica tako kot Janko in Metka. Zbudite se, folk! V resnici so neki super overlordi, ki srkajo vrednost iz nas in se jim ne moremo izogniti, ker se jim pač ne moremo, okej? Mi je žal, da ga spet Klemen ni tle malo bolj pritisnil za kakšen konkreten primer, ker nisem čisto siguren, kaj tukaj misli, iskreno. Je pa neverjetno, kako je zaskrbljen, da bo nek vladajoči razred izsesaval vrednost iz nas, nekdo, ki živi od poslanske plače. Miha, ne vem, če si rabiš lih zmišljevati nek parazitski zgornji razred, ki nič zares ne dela in samo črpa vrednost ven iz ostale družbe. Zaradi tega se ti pač zatakniti se ti pri temu, da je nekdo, ki je lastnik, nekako zaslužen za celotno gospodarsko področje in za vso vrednost, ki se tam ustvarja. Tle spet mislim, da Klemen ni dovolj dobro vrtel njega, ker Kordiš ne samo da verjame, da lastnik kapitala ni zaslužen za vso vrednost, ki se nekje ustvarja. Če je dober marksist, kar jaz mislim, da Kordiš je, pol more verjeti, da je lastnik kapitala zaslužen za nič vrednosti, ki se nekje ustvarja. Torej, recimo, da par ljudi začne podjetje in rabijo zagonski kapital. In grejo do enega znanca, ki jim posodi $500,000 in podjetje ful zalaufa, je ful uspešno in v prvih par letih naredi 10 milijonov dobička. Veste, za koliko procentov dobička je po njegovo zaslužen tisti, ki jim je na začetku posodil denar? Za nič! S tem, ko je nabral sredstva in jih tvegal za projekt, ni po njegovo naredil absolutno nič. In tukaj se je pač izogibal direktnemu odgovoru, ker vsakemu normalnemu človeku to valjda izpade prizadeto. Joj, nisem navajen, da Miha stvari skriva. Isto tle, ko ga vpraša, kako bi naredil podjetja državna. Imam vizijo za to podjetje, ne bi rad to prodal. Ne? In ti rečeš, obstajajo neki drugi vzvodi, kjer lahko mi kljub temu to naredimo. Ne? Kako to izgleda v tem primeru? Ja, ampak tle se pogovarjamo res o nekih zelo scholastičnih primerih, ne v življenjskih situacijah, v katerih imamo, mislim, prvo kot... Neki malo skriva, ne? Čisto malenkost. A jaz mislim, da bi bilo treba razlastniti landlorde, ki imajo po 5 ali pa 10 stanovanj in odirajo študente in delavske družine, da brez odškodninsko, brez nadaljnega. Evo ga, dobri stari Kordiš, vzet jim vse. Edificio. Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. ¿Cómo lo presidente? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Por lo tanto, Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Kaj so mislili, ko so gradili blok, da ga bojo lahko kar oddajali? Tako jim ga vzet! Drugače take grožnje, čeprav malo verjetne, ironično povzročajo, da si manj ljudi želi graditi in oddajati nova stanovanja. Kar povzroči, da je ponudba manjša, cene višje, tako da... Hvala, Miha, kaj bi folk brez tebe? In to je to. Žal nisem mogel pokriti celega intervjuja, ker je preprosto predolg in bi mi to vzelo preveč volje do življenja, tako da je to vse, kar dobite. Če vas pa je to zabavalo, lahko pogledate tudi moj nov podcast Komentarjat, kjer z Davidom gremo vsak teden, če nam rata, čez aktualne teme in jih malo pokomentiramo. In to je bilo vse za danes. Lepo se imejte, srečno 2026 in se vidimo kaj naslednje leto. Ajde folk, čau!